Dobrodošli v posebni epizodi podcasta Ona Plus. Tokrat obeležujemo Svetovni dan znanosti za mir in razvoj, dan, ki poudarja, da je znanost mnogo več kot zgolj zbirka dejstev. V obdobju, ko nas preplavljajo informacije, je znanost tista, ki vselej išče resnico. V današnjem pogovoru združujemo dve generaciji slovenskih znanstvenic, ki jo povezuje strast do raziskovanja, odgovornost do družbe in predanost svojemu poklicu. Z nami sta izredna profesorica dr. Luca Lovrečič, pionirka genomske medicine v Sloveniji, raziskovalka redkih bolezni in ena prvih prejemnic priznanja L'Oreal UNESCO za ženske v znanosti, ter Manca Peskar, raziskovalka na področju kognitivne nevroznanosti in ena najmlajših prejemnic istega priznanja, ki z evropskim projektom Neurodance išče nove načine, kako z gibanjem izboljšati delovanje možganov. Živijo obema. Nazivi so kar precej dolgi, z veliko stvarmi se ukvarjata, se vajino delo tudi povezuje, prepleta. Po vsebini bi mogoče lahko rekli, da ja, ne? Ampak da bi se praktično srečali, pa mislim, da zaenkrat ne, razen v programu. Moja iztočnica je, da nahajamo se v letu 2025, veliko je informacij, veliko ljudi veliko ve, a znanost, saj občutek imam takšen, se pogosto nekje skriva na obrobju. Mogoče ni več v teh časih tista prva, kamor se opremo. Bi se strinjali? Mogoče, da res, ja, če tako izpostavite to, zato ker so generacije, ki prihajajo, ne, in pa tempo življenja in dostopnost informacij tiste, kar v bistvu nam se mi zdi malo meglijo, občasno kritični um, ne, in potem prehitro zaupamo kar informacijam, ki jih pridobivamo, brez da bi jih kritično ovrednotili in o njih razmišljali. Tako da verjetno znanost paše v ta kritično ovrednotiti, rezultate raziskav pa mogoče po tej plati imate res prav. Ja. Manca, znanost, zakaj te je pritegnila oziroma kako si začutila to svoje življenjsko poslanstvo? Ne vem, pravzaprav enoznačnega odgovora ni, ne? Ampak če pogledam, ne vem, v preteklost, pa v otroštvo, pa tako naprej, me je vedno zelo fasciniralo neko tako čisto laično eksperimentiranje. Ne? Kaj se zgodi, če naredim to? Tako da sem v bistvu ves čas imela nek tak pristop pri odkrivanju življenja. In tudi v otroštvu sem bila zelo fascinirana z risanko Dexter's Laboratory. In je bil to tak mali luškan genij, ki je vse mogoče iznajdbe inženirske in znanstvene, a ne, s svojo pametno spretnostjo, no, pač naumil. In ja, sva v bistvu potem tudi sestro po njegovem zgledu naredili en laboratorij v baraki za hišo in sva se ful počutili kot ene znanstvenice in pomembni in tak dober občutek je bil, ko sva tam sušili neka zelišča in ustvarjali različne pripravke iz vseh stvari, ki sva jih našli okrog hiše. Potem pa enkrat sva segrevali magnezijeve tablete in je to tako zelo lepo belo presketalo, te iskrice letele, tako da se mi zdi, da je od tamno ena taka en tak zagon sem dobila, no, za neko raziskovalno delo, za eksperimentiranje in mislim, da se nekako to pozna še danes. Luca, dostikrat je naša neka ta karierna pot, raziskovanje tudi povezano z osebno izkušnjo. Je bilo mogoče pri vas kakšen dogodek ali pa nekdo, ki vas je navdahnil, pa ste si želeli, da bi nekomu pomagali s svojim znanjem? Ja, jaz se ne spomnim, da bi bil tako en dogodek, ne, ki bi me posebej navedel na to, da bom morda kombinirala znanje biologije in medicine. Bolj je bilo eno predavanje v srednji šoli, tisto, ne, ko je naredilo klik, in sicer smo se učili pri biologiji o Mendlu in fižolčkih, ki je
Mendel takrat raziskoval, kako se iz generacije v generacijo, ali kako bi se pravilno reklo za fižolčke, barve spreminjajo. Jaz sem se pa že takrat veliko ukvarjala z logiko in s tem razmišljanjem logičnih in matematičnih nalog. In tisto je bilo tako zelo logično in matematično in sem dobesedno tisti dan se odločila, da bom se ukvarjala z genetiko. Zdaj, seveda je bilo to dolgo časa nazaj in genetika kot taka takrat, ki dosti ni obstajala. Tako da ni se dalo študirati genetike, sem bila potem zelo razočarana po 4. letniku srednje šole. In sem potem malo zatavala na področje res med biologijo in medicino, ker pač na medicini je zelo malo genetike, na biologiji je veliko genetike, ampak na biologiji ni človeka, je na medicini, tako da sem v bistvu začela z biologijo, s to bazično genetiko, pa potem ugotovila, da v bistvu me zanima poleg raziskav tudi ta pomoč, oziroma da z nekimi raziskavami doprinesem k človeku in k zdravju ali pa k raziskovanju povezave med genetiko in boleznijo in zdravjem. Tako da tako nekako je bila moja pot in potem vse ostalo je bil pa splet okoliščin, da mi je uspelo. Leta 2006 ste prejeli priznanje za ženske v znanosti. Takrat genomska medicina je bila razmeroma še novo področje. Malo ste že omenili, kako si utirati pot do tega. Vam je kdo pri tem pomagal? Ja, seveda. Nič ne bi šlo brez nekih dobrih mentorjev, pa biti v pravem času na pravem mestu, ravno za nalogo, za katero sem takrat dobila nagrado, za tisti doktorat. Sem imela to srečo, da 2-3 leta prej je na oddelku, kjer sem jaz takrat raziskovala, že takoj v začetku faksa sem začela se ukvarjati z raziskavami, ker mi je bilo tako zelo pomembno, da se ukvarjam z genetiko, pa se ni dalo do tega priti, da sem že takoj prišla v porodnišnico ljubljansko, kjer je bila takrat edini genetski laboratorij, tak, da je imel, rekla temu, humane človeške vzorce. In takrat je moj mentor, profesor Petalin, vzpostavil sodelovanje z General Hospital v Bostonu in s Harvardom. In ravno takrat sem bila mlada raziskovalka in sem bila recimo temu bolj prosta, svobodna in finančno in pogodbeno, v smislu, da sem potem lahko, to so mi omogočili v bistvu 1 leto raziskovanja na enih prestižnejših finančno podprtih inštitucijah v Bostonu, kjer dejansko smo lahko se ukvarjali z res raziskavami, ki so bile takrat na robu sploh znanosti in dostopnosti in so recimo v Slovenijo prišle 10 let kasneje šele. Tako da v bistvu sem imela srečo, da sem takrat na pravem mestu, da sem to priložnost izkoristila in se tam pa res ukvarjala že z genomiko, čeprav takrat v Evropi bila še zelo v povojih, in z raziskovanjem in ene nevrodegenerativne težke genetske okvare. In v bistvu mi je bilo to tisto navdahnjenje, kako lahko z raziskovanjem doprinesemo k človeku, k pojasnjevanju njegovih težav, in potem v bistvu sem to prenesla lahko v slovenski prostor, tehnologijo in raziskave. Ja, bi imela še nekaj vprašanj, ampak me še za manjco. Vaše raziskave združujejo psihologijo, nevroznanost in gibanje. Kako to, da ste se odločili raziskovati ravno na področju Parkinsonove bolezni? Ja, v bistvu ta področja, ki ste našteli, zelo lepo tudi nekako povzamejo neka obdobja moje dosedanje kariere in tudi neka prizadevanja in tudi mojo motivacijo. Pravzaprav je za vsakim tem področjem ena zgodba, motivacijska ozadij. So se pa ta področja pravzaprav nizala en na drugega, dokler nisem na koncu prišla do njihovega preseka. Začela sem, se pravi, s študijem biopsihologije, ker blazno so me zanimali v bistvu vzgibi ljudi, zakaj se obnašajo, vedajo tako, kot se. Če pogledamo danes okrog sebe, vidimo polno enih različnih prepričanj, različnih mnenj, želja in tako naprej. In fasciniralo me je v bistvu res, iz kje ta raznolikost izhaja. In bolj, ko sem si poskušala odgovoriti na to vprašanje, bolj se mi je pojavil odgovor možgani. Možgani so bili pa takrat pri meni v bistvu zaviti še v eno tako, da ne rečem uganko ali pa nek misterij. Hkrati sem pa vedela, da samo področje že ima kar precej enih odgovorov o tem, kako možgani delujejo in kako potem
mi rezultiramo biti neke vrste oziroma na nek način, ne, če pač imamo v možganih neke predispozicije. In sem zato sklenila v bistvu, da se najprej zelo sistematično naučim, kaj v možganih poznamo, da bom lahko potem zastavljala boljša vprašanja na tiste neznanke. Ne. Tako da sem šla potem na študij kognitivne nevroznanosti, ki pa mi je poleg tega omogočil tudi izkušnjo življenja v tujini, ki je bila tudi res tako za neko osebnostno rast in razvoj zelo dragocena. Zgubiš to zaledje, ki računaš na njega, tudi če ne računaš na njega. In potem se je pa kot zadnji v bistvu pridružil še aspekt preučevanja možganov v dinamičnih pogojih, se pravi med samim gibanjem, ker sem pa dobila priložnost delanja doktorata na to temo, ampak takrat te tematike pravzaprav nisem poznala. In sem si majčkeno literature prebrala in sem ugotovila, da gre v bistvu za eno ful fascinantno področje, ki poskuša razumeti našo naravno kognicijo. Se pravi, medtem ko se mi gibamo in medtem ko v bistvu počnemo vsakodnevne stvari, kaj se s samimi možgani dogaja. Tako da, ja, potem so se v bistvu ta področja, psihologija, nevroznanost in gibanje nekako združila in moje raziskovanje je res na samem tem preseku. S Parkinsonovo boleznijo se pa v bistvu ukvarjam zato, ker mislim, da ima to področje raziskovanja tam lahko največ koristi. Zdi se, tako mogoče, da bi bili obe področji, ki ju preučujeta, dosti naključni, ampak načeloma so to stvari, s katerimi se ljudje danes zelo močno poistovetimo, s tem se ukvarjamo, predvsem s kognitivnimi sposobnostmi in z genetiko. Kakšna je kognitivna sposobnost recimo današnjega človeka? Se to spreminja, bi rekli, da... Težko bi rekla, da se spreminja, kognitivne sposobnosti pač po klasifikaciji delimo na neke specifične domene oziroma poddomene ali pa specifične kognitivne sposobnosti, kot na primer izvršilne funkcije, delovni spomin in tako naprej. In v bistvu so neki mehanizmi, preko katerih oziroma ki nam pomagajo, da operiramo z informacijami in iz njih izluščimo bistvo in iz njih potem tudi razumemo pravzaprav, kaj se okrog nas dogaja in se na to poskušamo odzivati. Tako da verjetno, če gremo daleč v preteklost, ko nismo imeli niti sposobnosti govora, takrat bi lahko rekli, da mogoče o kognitivnih sposobnostih, tako kot govorimo danes, še ne bi mogli govoriti, ker govor pa kar pogojuje v bistvu in naše izražanje in naše razmišljanje, in konec koncev tudi kognitivne sposobnosti. Bolj sem merila še na te današnje zadeve, ki se pojavljajo ki vplivajo na kognitivne sposobnosti. Tudi različne bolezni, ki se danes pojavljajo. Pred pogovorom smo se ravno o tem pogovarjali, da je veliko nekih simptomov bolezni, ki vplivajo na naše kognitivne sposobnosti, ki so najbrž različnega vzroka, pa vendar, a se vam zdi, da je to v porastu? Definitivno lahko v medijih zasledimo neke indice, da je v porastu, tudi z nekim tem hitrim načinom življenja, z vsebinami tega kratkega trajanja, TikTok in tako naprej. Tako da mislim, da v bistvu vstopamo v eno področje oziroma v eno ero, kjer se bomo kmalu mogli znajti pred marsikaterim izzivom, tudi na novo diagnosticirati morda kakšne motnje oziroma težave, ki bojo pogojene recimo s prekomerno uporabo naprav, elektronskih oziroma pametnih telefonov in tako naprej, ali pa ki bojo konkretno posledica le-njih. Tako da je kar eno tako zanimivo časovno obdobje oziroma točka, se mi zdi, na kateri se nahajamo. Ja. Genetika, kako
pomembna je v tem primeru, v teh stvareh, ki se pogovarjamo, kakšen je vpliv, kaj lahko vemo, ljudje pa mogoče ne vemo. Ja, to je zelo v bistvu široko vprašanje, ali pa zdaj bi lahko se osredotočili bolj na recimo genetiko pa genetske bolezni, ali pa genetiko in genetske predispozicije, ali pa lastnosti. Zdaj, področje, s katerim se jaz ukvarjam profesionalno oziroma v službi, so pač te genetske bolezni, ki sicer jim rečemo redke bolezni, ampak jih je ogromno število, tako da vsaka zase sicer lahko je res redka, ampak kot skupina pa prizadenejo kar enih 6 do 8% populacije, tako da kot skupina več niso redke, vsaka izmed njih pa je. Ampak če se navežem na vaše vprašanje, pa dejansko niti področja teh, recimo temu monogenskih bolezni, kjer je en gen, ena bolezen, še nismo dovolj dobro raziskali, da bi jih znali pojasniti, kaj šele, da bi znali pojasniti vso variabilnost, pa sposobnost človeka, pa te nagnjenosti, ki jih imamo za kakorkoli, za razviti neke bolezni, ki je kombinacija genov in okolja, ali pa res neke kognitivne sposobnosti, ki so sigurno neka, bi rekla, osnovne razpon sposobnosti je zapisan, pa kaj z njimi naredimo v življenju, je pa drugo. Tako da vemo, da so nekatere stvari, ki je kombinacija genov in okolja, to bi šlo pač v ta kontekst, kot je recimo nekatere starostne oblike Parkinsonove bolezni, če smo jo že omenjali, ali pa sladkorna in tako naprej. So pa seveda monogenske oblike, kjer pa seveda je točno ena okvara v enem genu odgovorna za to, da nekdo zboli za to boleznijo zgodaj v življenju. In potlej je seveda tudi prognoza in njen potek popolnoma drugačen od neke splošne nagnjenosti. Luca, 20 let programa L'Oréal UNESCO pomeni 2 desetletji spodbud ženskega raziskovalnega potenciala, se ne, da so samo ženske raziskovalke pomembne, pa vendar se mi zdi pomembno poudariti in negovati to plat. Kako vi kot članica ocenjevalne komisije vidite razvoj tega programa skozi čas, od prvih let pa do danes, med prejemnicami je tudi Manca, ki je v bistvu sveža nagrajenka, ne? Zdaj program je svetovni program, seveda v Sloveniji je zdaj 20 let, oziroma je 20. leto. Zdi se mi ena dobra vzpodbuda. Strinjam se z vami, da daleč od tega, da bi bila znanost ženska, ženska domena, ampak je dejansko v resnici višje, kot gremo po lestvici karierni, vedno bolj moška domena, in to je tisto, kar je verjetno vzpodbudilo L'Oréal in UNESCO, da so v osnovi začeli spodbujati ženske v znanosti. Da dobro znano dejstvo je, da je med doktorskimi kandidatkami več žensk kot moških, zdaj seveda je odvisno, lahko gremo zdaj razdeljevati, v katerih znanostih seveda ponekod prevladujejo moški, ponekod ženske. Ampak skupno je velik delež žensk, dočim potem bi rekla, striktno znanstveni karierni poti, ali pa na različnih fakultetah, profesure, ali pa vodje oddelkov, vodje raziskovalnih projektov, programov, je pa bistveno več moških višje, kot je neka pozicija oziroma neka točka. Tako da tukaj mislim, da je ta nek svetovni, ne slovenski problem, ki ga program poskuša nasloviti. To je ena plat tega programa. In konstantno se kaže, da je še vedno tako, kljub stimulaciji ženskim prizadevanjem. Po drugi strani se mi pa zdi, da je program pokazal, niti ne prinesel, pokazal pa je s spremljanjem programa skozi leta, spremljanjem kandidatk in nagrajenk, je pa pokazal, da smo v slovenskem prostoru tudi zelo dobri raziskovalci in raziskovalke, torej v obeh spolov seveda, ampak so inštitucije, ki so vedno bolj priznane, so posamezniki, ki izstopajo, in da je dejansko kakovost znanosti v Sloveniji zagotovo primerljiva tudi z drugimi državami, in da imamo vrhunske raziskovalce in znanstvenike in znanstvenice tudi pri nas. In to se vsako leto znova potrdi.
ker vedno izstopijo, res nagrajenke so vedno res vrhunske znanstvenice. To me v bistvu zanima, kako prepoznate ta potencial. Tudi športni trener vedno reče, že takoj prepoznam, kdo bo dober, a je to glede na to smer raziskovanja, s katerim se ukvarja, ali gre za neko vedoželjnost, iskro, prodornost. Kombinacija vsega najverjetneje, seveda je v smislu iskanja ta pravih kandidatk. Ne moramo vedeti, kaj bo življenje prineslo, tako da a bojo res ostale v znanosti, ali se bojo zaradi financ ali življenjske poti bolj odločile za industrijo ali pa pač fakultetno delo, to ne moramo ovrednotiti. Ocenjevalna komisija dobi v ocenjevanje prijavo, tako da je čim bolj pač uniformirana med vsemi, ki so se prijavile. Vnaprej predvidi, kaj naj bi ta prijava vsebovala, in na podlagi predvsem doktorskega dela, kandidatke so v zadnjem letu doktorskega študija, torej na podlagi tega, kaj so že naredile v okviru svoje doktorske naloge, se poskuša jih, bi rekla, razvrstiti glede na kakovost. Definitivno tukaj ni predmet vsebina sama, tema, da bi rekla, da je kakšna preferirana zaradi same teme ali pa v slabšem položaju, temveč res v okviru tiste teme, kolikšno je doprinos res nekega popolnoma novega znanja. Ali pa da na obstoječem znanju tako visoko dvigne kakovost raziskave ali uporabnost raziskave. Vse to se meri, torej samo znanstvenost, kot pa tudi aplikativnost. Znanost, dela, ker če si zelo, zelo, zelo bazično in zelo daleč od uporabnosti, je to tudi, bi rekla, bolj minus, pa plus za generalno prisotnost. Mora pa biti definitivno naloga nekaj novega, prispevek na svetovnem nivoju. Manca, znanost nekako pričakuje discipliniranost, potrpežljivost. Kako usklajujete svoje vsakdanje reči, ki jih počnete, ali ste tipična znanstvenica, ki si jo predstavljamo, da je cele dneve v laboratoriju, brez svežega zraka? Definitivno ne, ker mislim, da se vsak zelo hitro nauči, da je potrebno balansirati svoje aktivnosti, tako znanstvene, kot potem tudi tiste, ki ti omogočajo sprostitev, ki ti omogočajo neko res čist neciljno druženje, za to, da se nekako sestavi nazaj, oziroma da dobiš novo inspiracijo, da postaneš spet kreativen, da se lahko res sprostiš in od tam naprej potem delaš naprej. V samem znanstvenem delu pa se v bistvu tako dokončevanje doktorata kot vodenje projekta in sodelovanje na drugih projektih zelo prekriva med sabo. In nek ta razpršen fokus po eni strani omogoča, da nisi ves čas osredotočen samo na svoj doktorat, in da se malo razbremeniš, malo delaš še kaj drugega. Je tako lahko zelo poživljujoče. Hkrati pa potem tudi povzroča, da samo dokončevanje doktorata pač traja dlje. Tako da sama pač poskušam res čim bolj prioritizirati neke naloge na dnevni bazi, pa predvsem dobro planirati, vnaprej, torej predvideti, kakšne naloge me bojo kdaj čakale, zato da najdem čas za vse stvari, ki so meni pomembne, tudi izven samega raziskovanja. Pride pa potem lahko tudi obdobje, ko neke aktivnosti pač zahtevajo, da spustiš vse ostalo iz rok. In tako je bilo recimo zadnje obdobje zadnjih 2 mesecev, ko smo imeli študijo bed rest oziroma študijo dolgotrajnega ležanja v splošni bolnišnici Izola, kjer je bilo vključenih več kot 90 raziskovalcev iz Slovenije in tujine, in so v bistvu posamezniki in posameznice, prvič tudi pri nas, ležali po 21 dni ves čas v horizontalni poziciji, vključno z osebno higieno in ostalimi stvarmi, tako da res v bistvu 21 dni brez vertikalne pozicije. In to kakšnih spoznanj ste prišli, me zanima. In ravno se je zaključila, oziroma se še ni, narobe sem rekla, zaključilo se je ležanje, zdaj pa prihajajo nazaj posamezniki, še tisti zadnji po rehabilitaciji na tiste čisto zadnje meritve, tako da pravzaprav tehnično še ni končana, je pa ta največji delež, kjer je bilo potrebnih res veliko in organizacijskih in vseh naših
trudov, no, da smo vložili v to, da se je v bistvu zadeva speljala na zelo visokem nivoju, kot se pač more. Tako da ne vemo še, ne? Se pravi, to bo zdaj naslednji korak, da se zakopljemo v te podatke in pogledamo, kaj se je zgodilo z vsemi kazalniki zdravja, ne? Tako na fiziološkem nivoju mišic, možganov, ne, na socialnem, na psihološkem, na res tudi krvnih parametrih, biopsija, tako zelo, zelo celostno. Ampak se pri vas najbrž zaiskri nekaj tazga, ko pridete do pomembnih spoznanj, do nekih novih odkritij. Ja, in si ves čas na trnih, ne, dokler v bistvu delaš z vso vnemo, se vržeš v eno slepo ulico in ne veš, a bo prinesla kakšne pametne odgovore. Ne? Oziroma, odgovore bo prinesla, ne veš pa, koliko bojo pompozni in koliko te bojo malo požgečkali v trebuhu. Ker do zadnjega, dokler v bistvu ne narediš nekih analiz na skupinah, se pravi, da celostno primerjaš ves vzorec, ki ga imaš, ne moreš pravzaprav vedeti, kam pes taco moli, če rečem po domače. Tako da te drži na koncu navdušenja in nekega presenečenja čisto do zadnjega. No? Vidi se vama obema, ja, da res uživate v tem, kar počnete. Luca, vaše delo zadeva tudi mednarodno sodelovanje. Prej ste omenili, da ste raziskovali področja, ki so bila recimo 10 let pred nami v Sloveniji. Kako vas to bogati kot raziskovalko in kaj vse ste prinesli v Slovenijo na področju vašega delovanja? Ja, zdaj danes so k sreči časi drugačni, vsaj za področje genetske ali pa genomske medicine imamo v Sloveniji to srečo, da smo na enakem nivoju, kot je sedaj tudi Evropa ali pa Amerika, v smislu diagnostike govorim, seveda pa tudi z razvojem zdravljenja oziroma dostopnostjo zdravil zelo dobro. Mislim, je za Evropo enako, tako da smo predvsem primerljivi, tle je bolj problem Amerika, Evropa je bolj razkol oziroma so razlike. Tako da v bistvu na tem področju delovati je v bistvu skozi moje oči privilegija, ker čeprav je to, bi rekla, jaz moje rutinsko delo, jaz delam pač z pacienti, je v osnovi vsak pacient svoj primer in je raziskovalno delo, zato ker ni nečesa, da bi rekla, poslikaš pa odčitaš, ampak vsak pacient je zgodba zase ali pa vsaka družina, ker obravnavamo družine. Tako da si konstantno lahko, kot je povedala sogovornica, začutiš, ko nekaj odkriješ. Običajno prihajajo k nam, zato ker imajo težave v otroci, recimo, ali pa še nerojeni otroci v razvoju ali z nekimi prirojenimi razvojnimi nepravilnostmi. In če najdeš vzrok, da lahko v bistvu odgovoriš tej družini na vprašanje, zakaj, kako naprej, kako za druge, dobivaš v bistvu ene odgovore, kjer čutiš ta doprinos, ki jim lahko družini ali pa pacientu pomagaš. Kot pravim, je pa sreča ta, da danes s to tehnologijo in dostopnostjo je res v Sloveniji na voljo vse. Imamo dobre programe, ki te omogočajo, da v bistvu so naši pacienti enako obravnavani kot pacienti v tujini. Ker pa je področje bolezni, redkih bolezni, kot sem že prej omenila, redke bolezni so vsake, ki prizadenejo manj kot 1 na 2000, ampak med njimi so tudi zelo redke bolezni, kjer pa so te prevalence 1 na milijon, kar pomeni, da imamo v Sloveniji enega ali pa nobenega. In v takih primerih so pa te evropske povezave, evropske referenčne mreže in sodelovanje z drugimi kliničnimi centri po Evropi oziroma skupinami genetskih diagnostično-raziskovalnih enot ključne za to, da sploh lahko odgovorimo tem pacientom. Ko že diagnozo postavimo, težko rečemo, kaj jih vse čaka, če v bistvu je edini pacient v Sloveniji ali pa edini, ki smo se z njim srečali v karieri. In takrat se mi zdi pa ključno to. To pa tako zelo dobro in s pridom izkoriščamo. Tukaj smo si pa v resnici na področju redkih bolezni vsi enaki. Tako da te mreže so tako zorganizirane, da ima vsaka država enega ali več članic, odvisno pač Slovenija je majhna. Ampak neke večje države imajo več univerzitetnih kliničnih centrov. In v bistvu res se sodeluje tam za te najbolj redke bolezni,
zato da sploh lahko v bistvu jih prepoznavamo in pa tudi pacientom pomagamo razumeti bolezen in tudi njihovo prognozo. Tako da v tem primeru je pa zelo pomembno to sodelovanje. Kje so se pa mogoče zgodili največji preskoki, prodori pri raziskovanju genetike, morda ravno pri še nerojenih otrocih? In česa je recimo vedno več, na katerih področjih zaznate, da to niso več mogoče redke bolezni, ki so bile včasih, ampak so že bolj pogoste? Zdaj, kot skupina so, tako kot sem prej omenila, pogoste v tem smislu, da prizadenejo 6-8% populacije, pa potem to že velika, to je 6-8 na 100. To, ko človek postavi v tak kontekst, ni več tako redko, ampak vsaka zase je žal še zmeraj redka. Tako da glavni preboj tukaj je predvsem pri postavljanju diagnoz, kar nam je omogočilo te nove genomske tehnologije, sekvenciranje celotnega genoma. Če se še vsi spomnimo, je to bil en velik projekt na prelomu tisočletja, sekvenciranje humanega genoma, ki se je privatno in v bistvu javno zdravstvo Amerike in potem so se pridružile še par drugih držav svetovnih velesil in so, 13 let brali, da so posekvencirali genom. Danes je ravno oktobrski rekord bostonske bolnišnice 4 ure. Tako da v bistvu ta tehnološki razvoj je neverjeten, če se postavi človek v to razmišljanje o tem. Je pa po drugi strani velik izziv interpretacija teh podatkov, torej razlaga. Mi že znamo prebrati, ampak kaj nam povedo? Tukaj je pa tisti primanjkljaj, na svetovnem nivoju govorim, ker navkljub temu, da imamo že poznane sekvence več 100,000 ljudi, še zmeraj vsak od nas nosi 100 novih sprememb vsaj. Zdaj, kako vedeti, a je tista ena pomembna za zdravje in razvoj do te mere, da bo že prizadela plod v maternici in ne bo združljivo s preživetjem, ali pa mogoče bomo samo, zboleli za Parkinsonovo boleznijo 3 leta prej, kot pa nekdo, ki bo imel podobno spremembo. Tako da tukaj je tisto glavno, kjer se zdaj, bi rekla, največ vlaga energije v razlago genetske informacije, ne toliko v branje. Vas kaj pri tem skrbi? Ogromno je etičnih dilem, zato ker je tehnologija pred znanjem trenutno, tako kot enka tehnologija omogoča vse. Če pride ta informacija do ljudi, ki ne vejo, kako z njo operirati, kaj si z njo početi, je nesluteno, zdaj imamo tukaj lahko eksponentno tem za razpravljanje o etiki, pa jih bom zelo probala skrčiti. Recimo največji problem tukaj sta 2, da ne gremo v druge. Eno je to, da v bistvu nekdo narobe razloži informacijo in postavi neko genetsko spremembo kot vzročno za bolezen pri recimo še nerojenem otroku in na podlagi tega mogoče starši razmišljajo o tem, ali bo sploh nadaljevali nosečnost. Pa se izkaže, da to sploh ni bilo res, ker pač ali jo je narobe zinterpretiral, ali pa podatki še niso bili, bi rekla, nedvoumni, ampak to je vedno tako malo, bi rekla, triki, če povem po domače. To je ena taka, torej nezadostno poznavanje in interpretacija. Po drugi strani se mi zdi pa velik etični zadržek, komu kaj sporočita. Torej, čeprav bi lahko, ko se otroček rodi ali pa ko je spočet, prebrali cel njegov genom, a je res prav, da starši vedo informacijo, da bo ta posameznik pri 25 zbolel, namesto prej ali kasneje. Ampak a je res to informacija, ki je last staršev, ali je to potem informacija rojenega otroka, ker bo vseeno do 18. leta popolnoma zdrav, a se lahko v bistvu odločimo in podamo to informacijo, ali pa če bi že bil rojen. Recimo pri 5-letnem otroku mi že lahko postavimo diagnozo, da bo zbolel za eno nevrodegenerativno boleznijo pri 40. A je to res nekaj, kar pripada informacija staršem, ali je to v bistvu bolj ukrademo možnost odprte prihodnosti, Absolutno, ja. Definitivno ga bosta starša drugače obravnavala, kot bi ga brez te informacije. Tako da ogromno je tle etičnih vprašanj in zdaj, kje postaviti mejo, kdo vidi, kdaj poroča, zakaj poroča, komu poroča, v glavnem.
Vidim, da je vidim vprašanje največji težav. veliko, ja. Manca, mogoče podobno, ali pa bi se navezala ravno na dostopnost informacij na vašem področju delovanja, na nevroznanosti. Kaj bi bilo dobro, da bi ljudje vedeli, se bolj zavedali pri svojem zdravju? Čisto tako mogoče poenostavljeno, če je sploh mogoče. Jaz bi se tukaj v bistvu kar obrnila na lastno delovanje, ker še vedno, če se navežem na mojo sogovornico, je toliko enih neznank, tudi če v bistvu dobimo informacije, jih ne znamo interpretirati. Tako da zaenkrat se mi zdi, da je pomembno še vedno to, da v bistvu ozaveščamo, kaj je v lastni moči vsakega posameznika, kako si lahko tako zelo mehanistično rečeno izboljša možnosti za neko dolgo, zdravo, kvalitetno, funkcionalno bivanje. In se pač osredotočimo na to. Vse so v bistvu zelo take klišejske izjave oziroma področja, ki jih vedno naštejemo. Šport, počitek, druženje, prehrana. Ampak vse te stvari so v bistvu tisto, kar lahko v bistvu pritisne tipko, da se, če imamo neke genetske predispozicije, nekaj zgodi ali pa ne. Tako da to se mi zdi najbolj neka taka popotnica, ki ne glede na to, koliko jo ponavljamo, v bistvu še vedno vidimo, da ne dosegamo niti pač teh nekih športnih priporočil za gibanje, po časovnem intervalu, po intenziteti in tako naprej. Prehranska industrija nam tudi ves čas v bistvu servira bolj instant obroke, kot tiste res polnohranilne, in tako naprej. Tako da, opolnomočenje posameznika, ker to ni zanemarljiv košček v celi tej sestavljenki. Dostikrat se sprašujem ravno to, pa najbrž nisem edina. Torej, če je neka genetska predpostavka v nas, bodi si za Parkinsonovo bolezen, za katero drugo bolezen, tudi za demenco, je lahko ustavimo, upočasnimo. Ja, to so ideje v bistvu, preko tega lastne aktivnosti, preko lastnih trudov in akcij, ki jih res na dnevni bazi se lotevamo, da ali upočasnimo, ali pa v bistvu, da sploh ne pride do izražanja nekaterih bolezenskih stanj zaradi lastnega delovanja. Če bi hoteli tudi. Tukaj se čisto strinjam, pri teh predispozicijah je točno to, da v bistvu je nek sprožilec, kdaj se bo bolezen izrazila, in če delamo proti temu, če se aktivno trudimo, lahko vsaj premaknemo, če že recimo preprečiti ne moremo. Če pa lahko preprečimo, pa to bolj super je, pa odvisno seveda od celotne genetske zasnove. In tukaj je še velik prostor za raziskovanje teh, kako vpliva en gen na drugega, pa kako sprejemamo dražljaje iz okolja, ker ni samo genetski zapisan, ampak je tudi epigenetski zapisan, torej regulacija samega genetskega, tako da tukaj mislim, da je nenehen vir novih idej za raziskovanje in da ni konca. Zopet smo pri tem, da veliko vemo, pa vendarle ne delujemo tako, kot bi bilo dobro. Tudi pri demenci, recimo, veliko ljudi se zaveda, kako je potrebno spodbujati kognitivne sposobnosti, zato da bo naš jasen tudi v zrelih letih, seveda poleg športa in prehrane. Ampak kaj so tiste, recimo, na nevroznanstvenem področju stvari, ki bi jih res dobro, da bi jih vi priporočili svojcem? Se pravi, ta nasvet, ki smo ga prej dali, ga lahko v bistvu razdremo, pa gremo pogledati na možganski nivo, kaj se tam zgodi. Recimo pri športu, šport spodbuja, ima polno enih efektov, ki jih ne naredi takoj in pa tudi potem s kasnejšim, z odloženim delovanjem. In eden izmed njih je tudi recimo BDNF, okrešava Brain Derived Neurotrophic Factor, ki skrbi v bistvu za to, da se možgani popravljajo, ohranjajo, da skrbi za nevroplastičnost možganov, zato da se mi v bistvu lahko ves čas tudi v zrelih letih razvijamo, učimo novih stvari in tako naprej. In šport recimo, lahko laično rečemo, dajte športati, ker je to ful dobro za telo, za možgane, krepite vse možne sisteme telesne s tem. Lahko gremo pa na ta nivo in razložimo v bistvu, zakaj je koristno športati tudi preko čist možganskih biokemičnih procesov. In to je eden takšnih. Tako da za vsako tako funkcijo lahko gledamo,
na različne načine, ne, in razlagamo. Tako da je zadej, ne, za nekim takim preprostim nasvetom ena cela vrsta, seznam, plejada, mislim, konglomerat, kar hočete, ne, enih takih dokazov, ki se potem zelo simplistično želijo podati, ne, javnosti v takih praktičnih smislih. Ne. In mogoče včasih naredimo krivico, ne, s tako preprosto izjavo, ker ne povemo, koliko enih stvari je v zadju. Tako, ja. Šport ste omenili pri projektu Neurodance, gre za preplet znanosti in umetnosti, giba. Do kakšnih spoznanj ste prišli? Ja, Neurodance je v bistvu res en tak zelo simpatičen, aplikativno-raziskovalni projekt, pri katerem gre za izboljševanje simptomov pri Parkinsonovi bolezni in sicer preko plesne intervencije. In mi smo tudi posvojili inkluzivni pristop, terapevtski oziroma inkluzivno plesni pedagoški pristop. Zgledovali smo se tudi po neki res avtoriteti oziroma svetovni vodilni iniciativi na tem področju, Dance for PD, ki izhaja iz New Yorka in je začela tudi ravno tako na prelomu tisočletja delovati. V bistvu znanost že zelo dolg časa kaže, kakšne vse pozitivne učinke ples lahko ima. In lahko jih razdelimo na 4 oziroma na 5 področji. Ne preseneča nas, ko rečemo, da je to pač neka gibalna aktivnost, se pravi, da krepi vse motorične funkcije, od koordinacije do vzdržljivosti, moči in tako naprej. Tako da to nas absolutno ne preseneča in je zelo samoumevno. Poleg tega ples krepi tudi kognitivne funkcije, moramo si zapomniti koreografije, moramo načrtovati izvedbo vsakega giba v točno tistem momentu, ko je potrebno. Gre tudi v bistvu za krepitev nekih izvršilnih funkcij, selektivne pozornosti. Tako da delujeta že 2 paralelni struji, če lahko temu tako rečem. Potem pa ljudje so v skupini, tako da tretji aspekt je tudi socialni, gre za druženje, gre za soustvarjanje nekih zabavnih trenutkov, in tudi v bistvu posamezniki v tej plesni intervenciji spoznajo, da niso edini, ki imajo neke težave, se povezujejo z vrstniki oziroma so bolniki in ima lahko v bistvu ta plesna skupina tudi neke elemente podporne skupine. Hkrati pa tudi pride do nekega emocionalne sprostitve, nekega emocionalnega dischargea, se pravi nekako sproducira izražanje oziroma občutenje nekih pozitivnih emocij in tako naprej. In ta 4 področja so recimo v znanosti že zelo dolgo pokazana, da ples na njih učinkuje in preko tega učinkuje na neko splošno blagostanje, tudi pri Parkinsonovi bolezni. 5. stvar, ki so jo pa začetniki te iniciative Dance for PD tudi zelo dobro zavedali, je pa v bistvu ta artistični moment, ko bolniki pridejo v plesni studio, oni takrat svojo identiteto prelevijo iz bolnika v plesalca, v umetnika in lahko v bistvu za tisti kratek čas 1 ali pa 2 ur na teden pustijo to identiteto bolnika za sabo in se v bistvu res podajo na neko subjektivno, telesno dogodivščino izražanja. In je tudi ta del zelo pomemben. Tako da, Neurodance je v bistvu projekt, ki poskuša biti primer dobre prakse, kaj se lahko naredi v nekih takih primerih kroničnih obolenj oziroma nevrodegenerativnih, kot je Parkinsonova bolezen, kako lahko ena taka pravzaprav zelo preprosta intervencija obogati in izboljša življenje na vseh teh različnih nivojih. Tako da si želimo, da bi postala dostopna v bistvu vsem, ki jo potrebujemo in je to pač prvi korak v tej smeri. Luca, kako vi gledate na takšne projekte? Kaj vse se res pri tem procesu poklopi?
kombinacija, mislite, znanosti in umetnosti? Tako, ja. Tako kot je sogovornica izpostavila, ne, se mi zdi, da je v bistvu res ena nadgradnja, ker pacienti so dovoljkrat že tako in tako obremenjeni z diagnozo, jo živijo, se identificirajo lahko tudi z njo, ne, še toliko bolj mogoče res tudi pri redkih boleznih, ne, kot te pol res to zelo identificira, ne. In da je res ta prostor, ki ti ga nudi potem to, da se za nekaj časa vsaj preleviš v neko drugo osebo ali pa v neko popolnoma drugo aktivnost, en pomemben aspekt tega drugačnega pristopa k spopadanju z boleznijo in pa srečevanje z podobnimi, z ljudmi, ki imajo tudi težave, da naenkrat vidiš, da v bistvu nisi edini, da je to del pač življenja in da so še drugi ljudje in morda tudi izmenjava izkušenj in osebnih nekih dobrih praks je kvečemu spodbuda, ne pa kot kaj drugega. Tako da se mi zdi super. Krasen preplet, ja. Od človeškega stika pa k umetni inteligenci. Prej ste omenili razvoj tehnologije. Kako se vam zdi, da umetna inteligenca posega ali pa spreminja tudi področje genetike in obravnave redkih bolezni? Ja, zelo pomembna je pri nas na tem področju umetna inteligenca v tem kontekstu, ne, tako kot sem prej omenila, v parih urah lahko preberemo celoten genom, za ena kopija našega genoma ima 3,2 milijarde črk, ne. Zdaj pa mi iščemo tisto eno, ki se spremeni se jih pri vsakem od nas 100 glede na prejšnjo generacijo povprečno, zdaj mi pa rabimo tisto eno, ki če je bolezen genetska, je vzročna za stanje pri pacientu, ne. In seveda ne beremo 3,2 milijarde črk, ker bi jih verjetno obravnavali enega pacienta v karieri, ampak nam pomaga izluščiti ključne razlike glede na, recimo temu, normalno ozadje, ta umetna inteligenca, ne. Tako da v bistvu brez nje bi bili bosi in je šla ta razvoj genomike, je bil pogojen s tem, ne, da smo razvijali tudi bioinformatska orodja in podatkovne baze, ki nam pomagajo v bistvu obravnavati to ogromno nepredstavljivo količino podatkov, ne? Ker imamo pa tudi ogromno pacientov letno, tudi nimamo enega na leto, ne? Ali pa na mesec. Dejansko pri nas na inštitutu vsak dan postavimo eno novo diagnozo, a ne ene redke bolezni. In imamo pač malo morje pacientov, ki prihajajo k nam. Tako da ta pristop, ne, iz nekih podatkov, iz neke glomazne količine podatkov, da izlušči umetna inteligenca tistih nekaj ključnih razlik, kjer pa spet potem zmrzne umetna inteligenca, ne, v tem kontekstu, da jih je pa treba še, bi rekla, osmisliti na človeka, oziroma v življenje človeka ali pa v stanje zdravja in bolezni. Ne. Tukaj pa smo spet ljudje tisti, oziroma je ta človekov doprinos tisti, ki pa odbere, ne, tisto eno, ki je pa res ključna, ki pa res pojasni težave. Pa včasih ne najdemo, ne, ali pa ne pojasni. Torej je neko orodje, ki pripomore k nekako boljšim rezultatom. Tako, brez nje ne bi šlo do nas, v količini podatkov. Manca, še eno z tvoje delovanje me zanima, in sicer del vaših raziskav je bilo posvečenih tudi delovanju možganov med psihedelične izkušnje pri osebah z depresijo. Zanima me, kakšne so spremembe v možganski dinamiki, kaj ste zaznali? Ja, to je bilo tudi eno v bistvu zelo zanimivo obdobje, ki se je večinoma izvajalo na Imperial College London, znotraj skupine, ki se ji danes reče Center for Psychedelic Research. In takrat sta v bistvu znotraj nje delovali dve osebi, dve avtoriteti, res pionirja, no, raziskovanja nekih potencialno terapevtskih vidikov, ne, psihedeličnih substanc, David Nutt in Robin Carhart-Harris. In takrat, ko sem se jaz pridružila skupini, so imeli ravno to študijo v bistvu v teku, a ne, se pravi na depresivnih osebah, ampak to je bila v bistvu taka zelo trdovratna oblika depresije, rezistentna oblika, kar pomeni, da se ni odzivala na vsaj 2 terapiji z antidepresivnimi zdravili.
V bistvu ta študija je potem zajemala nek psihoterapevtski proces, s samimi osebami s to duševno motnjo. In hkrati potem so preko tega procesa jih pripravili tudi na psihodelično izkušnjo, v kateri so pa v bistvu zaužili psilocibin, ki je substanca, ki se pojavlja v tako imenovanih magic mushrooms. In ta študija seveda je bila zelo rigidno in zelo strogo nadzorovana, in tudi usmerjena. V bolnišnici se je izvajala. In kar so takrat ugotovili, je recimo, da je prišlo do kliničnega izboljšanja razpoloženja za vsaj 5 tednov. Torej, to je bil v bistvu prvo obdobje po letih in letih borjenja z boleznijo, da so se osebe počutile toliko časa oziroma boljše. In potem je pač sledila cela serija podobnih raziskav, na podlagi katerih se je potem razvila neka delovna hipoteza oziroma model, da to, kar omogoča v bistvu izkušnja psihedelična v nekem takem zelo kontroliranem psihoterapevtskem okolju, je to, da v bistvu poveča možgansko entropijo. Z laičnimi besedami to pomeni, da poveča kaos v možganih, v komunikaciji med različnimi možganskimi deli. Lahko si predstavljamo, se pravi, pri depresiji je dostikrat tako, da se pojavljajo ruminacije, to so neke avtomatske, negativne, ponavljajoče se misli, v katerih se v bistvu oseba ves čas krcikla, in zelo težko izstopi iz njih. To je nek ta negativni notranji monolog. In to dostikrat ohranja taka negativna prepričanja o samih sebi, pogled na svet in tako. Se pravi, ideja je, da psihedelična izkušnja v bistvu majčkeno razrahlja te komunikacijske poti med različnimi možganskimi deli, ki te ruminacije omogočajo. Se pravi, če si predstavljamo, da je bila to prej neka možganska avtocesta, komunikacijska, ki je bila že negativno obarvana oziroma tako bolj temačno, kar naredi psihedelična izkušnja, je, da v bistvu to avtocesto izenači z neko makadamsko potjo. Se pravi, sta obe enako verjetni, kje bojo informacije potovale, in to potem omogoči posamezniku, da v bistvu ustvari nove povezave oziroma da ustvari nov odnos do sveta, do samega sebe, in na ta način v bistvu prekine tok teh ruminacijskih misli. Ampak spet smo morda pri tej zadevi, ki smo prej rekli, kaj bomo z to informacijo in kako jo interpretirati. Najbrž taka dognanja lahko vplivajo tudi na sam terapevtski pristop pri zdravljenju depresije. Pa se ljudje znajdejo med tem, kako pravilno postopati? Ja, zaenkrat so te substance še prepovedane, tako da nekega hudega postopanja sploh v nekih uradnih ali pa po zavarovalniški poti žal še ni. So, se pravim, neki centri po svetu, ki si zelo močno prizadevajo, da bi to področje postalo regulirano, da bi tudi v bistvu poseben trening bil za terapevte in za nekatere substance in za nekatere specifične, recimo za travme, ali pa posttravmatska stresna motnja je recimo ena taka, ki je veliko dela na njej narejenega že, tako da, ja, vse stvari premikajo naprej, je pa to pač zelo težko. Če je že raziskovanje na splošno v bistvu težavno, ker se je treba prijavljati na razpise, dobivati lasten denar za to, da neke raziskave in neka vprašanja, ki si jih želiš na njih najti odgovore, lahko zrealiziraš, je to na področju, kjer vstopaš na polje nekih prepovedanih substanc, ki so za zakonom prepovedane, si lahko predstavljamo še toliko težje. Tako da je v bistvu res eno težaško delo, ki ga upravljajo te pionirji. Jaz se pač v tisti zgodbi potem nisem več videla, tako da sem spreobrnila svoje jadro v bolj smer motorike in kognicije in nekih vsakdanjih izkušenj. Luca bi rekla, da Manca zelo lepo pluje med temi znanstvenimi tematike. Moram reči, da obe zelo lepo, jasno razložita stvari na razumljivo ljudem. Pa me zanima mogoče za ob koncu, zakaj je pomembno podpirati mlade pri raziskovanju?
Meni se zdi ta vstop v raziskovanje, ne, seveda moraš biti radoveden, moraš biti kreativen, zato da dobivaš sploh nove ideje, moraš biti, bi rekla, tudi vztrajen, ne, ker ne rata nič v prvo ali pa zelo redko kaj, in ti ta ponavljanje ne sme biti tuje, ampak dejansko rabiš pa v teh in v dobrih, ne, in v slabih momentih neke svoje poti na področju raziskav, enega, bi rekla, mentorja ali pa nekoga, ki bo vedno na voljo za podporo, za diskusijo, za nove poti, ki se v zid zaletiš, ne, ko ne vidiš več naprej, recimo. Tako da mislim, da je zelo pomembno to, da če je človek zainteresiran za to področje, ne, da ugotovi prvič, kater del področja oziroma katera znanost ali pa kaj je tisto, kar ga res žene, in pa da ima mogoče še to srečo, da najde pravo raziskovalno skupino, ne, da mu potem v bistvu vsaj za začetek omogoči nekaj, ne, potem se pa tako v resnici ne moreš planirati. Ne. Mislim, da nobena od naju ni računala, da bo končala trenutno tam, kjer je. Končala ni še nobena raziskovanja, ne. Ampak da bo v danem momentu tukaj, ne, če bi nekdo rekel par let nazaj. Tako da potem moraš pa samo v bistvu biti odprt za novosti, priložnosti in stopiti res tja, ko čutiš, da te vleče. Ne, tako. Je kaj dodati, Manca? Res je lepo povedala, Judca, tako da res podprem vse, kar je bilo izrečeno. Težko je delovati, če si sama, ne? Tako da res vedno rabiš eno strukturo, ki je sestavljena iz ljudi, ki je sestavljena iz volje vsakega tega človeka, ne? In samo skupaj lahko potem res premaknemo neke ločnice, a ne še malo dlje naprej v neznano. Tako da ja, skupina, mentorstvo, neko pozitivno okolje, v prijetni klimi se mi zdi res nujno pomembno. Ja. Zdaj pa za obe še en tak zanimiv izziv kot znanstvenici, če mi lahko zelo mogoče na prvo žogo odgovorite na kratek način. Manca, če bi lahko svojo raziskavo odgovorili na eno veliko vprašanje v svetu, katero bi izbrali? Kako lahko dihamo pod vodo? Zanimivo. Ali pa bom kar obe pa pol še eno vprašanje. Luca. Kako res preprečiti, ne, te grozljive, recimo, svojega področja, ne, res kako preprečiti, da se ne bi dejansko rojevali otroci s temi grozljivimi diagnozami, ne, ki jih je pač nemogoče potem pozdraviti in ozdraviti. Tako da, če bi imela lahko odgovor, bi imela, kako gensko terapijo razviti tako, da bo pa ne koristila vsaki bolezni. Ok, in še en del. Ko pogledate v prihodnost, kaj si želite, da bi se spremenilo? Na področju znanosti, seveda. Lahko jaz? Meni je zelo neljubo stanje trenutno generalno v znanosti to, da dejansko lahko pravzaprav je sploh mogoče objaviti neke študije, ki niso preverjene, da lahko v bistvu, če imaš dovolj denarja ali pa če imaš pravo ime že mogoče vzpostavljeno, ne, da to je tisto, kar v bistvu že avtomatizem, ali da plačaš objavo, ali pa da v bistvu zato, ker si nek priznan raziskovalec ali pa iz njegove skupine, se spustijo kriteriji za kvaliteto tvoje študije, ki jo želiš objaviti. Ne. To je tisto, kar direktno v znanosti me zelo moti, a ne, medtem ko človek raziskuje in bere objavljene študije, neredko srečaš slabo podprte, slabo razložene ali pa slabo metodološko utemeljene študije in njihove rezultate. A ne. Tega jaz vidim vedno več, ko sem že recimo dolg na sceni. Ja, pa en drug aspekt je pa tudi ta, da bi bilo malo več recimo nekih revij, ki podpirajo objavljanje tako imenovanih negative findings, a ne, se pravi, raziskuješ, obračaš kamne in ne najdeš nič, a ne, ampak to tudi pomeni, je indikacija za naslednje generacije ljudi, ki bojo se spraševali isto, ne, da ne bojo ponavljali tvojih napak, ne, ampak če to nikjer ni objavljeno, nikjer ni o tem zapisa, se pravi, se lahko v bistvu večkrat ne ponavlja isto vprašanje in ponavljajo iste napake in je škoda in resursov denarnih in časovnih in v bistvu zavirajo napredek, ne. To, da ne moramo pač pokazati, da tukaj mogoče to ni prava smer, pa dajmo iti drugam.
Ja, tudi zelo smiselno. Kaj ne rečem, Luca, Manca, najlepša hvala za prijeten pogovor. Hvala, ker delujeta vsaka na svojem področju in ker se vama vidi, da vaju vodi strast do svojega poklica in raziskovanja. Znanost je pogum. Pogum, da postavljamo vprašanja, ko bi bilo lažje molčati. Da dvomimo, preverjamo, merimo in iščemo odgovore tudi takrat, ko jih svet ne želi slišati. Naj bo ta pogovor navdih vsem mladim raziskovalcem, ki verjamejo, da lahko s svojim delom spremenijo svet. Hvala in se vidimo zopet čez 14 dni.